Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Od 1. marca 2023 na Ljudski univerzi v Radovljici v medgeneracijskem centru poteka svetovalnica z imenom Nitka. Tu gre tudi za projekt Starejši za starejše, kjer lahko dobijo različne informacije. Lahko pa se oglasijo tudi na Ljudski univerzi v Radovljici na Kranjski 4 ali pa pogledajo na njihovi spletni strani. V mesecu marcu bo minilo leto dni, odkar je bila ustanovljena svetovalnica Nitka. Kakšen je pravzaprav namen te svetovalnice in kakšne so povratne informacije skoraj v letu dni? 1. marca smo ustanovili to svetovalnico Nitka in je bilo super, da smo jo lahko ustanovili na Ljudski univerzi v okviru medgeneracijskega centra. Namen svetovalnice je pa bil ta, da smo želeli pomagati vsem starejšim v občini Radovljica, ki imajo kakršnekoli stiske ali pa rabijo informacije za pomoč, ker mi pri Društvu upokojencev izvajamo projekt Starejši za starejše že 19 let. Jaz sem kot koordinator tega projekta in sem videla, da imamo mi zajetih mogoče petino vseh starejših, vse ostali starejši pa so prepuščeni na to, da dobijo informacije kjerkoli, pomoč kjerkoli. Stiske ljudi smo pa zaznali že s tem projektom in smo hoteli pomagati čim večjim in je bil nekako ustanovitev te Nitke nadgradnja tega projekta, ker v tej svetovalnici imamo mi, ker delamo pravzaprav vse informacije, znamo splesti nekako to socialno mrežo nekomu, ki se znajde v stiski in od človeka je pač odvisen, kaj uporabi. Vsak star človek pa želi nekako eno dostojno starost preživeti čim dlje doma. In kakšne so najpogostejše stiske, ki jih zaznate? Najpogostejše stiske so bile zdaj pravzaprav to, da so hodili ljudje od osamljenosti do negovanja po odpustu iz bolnice, ljudje prihajajo iz bolnice, potem namestitve v domove. V domove se čaka dolga čakalna vrsta, potem nega na domu, kdo izvaja nego na domu. V Radovljici imamo to dom Janka Benedika in ne pokrije vseh potreb, kar jih je v tem našem okolju. To potem imeli smo tudi te osebne stiske, družinske težave, premoženjske zadeve, pravne zadeve, kako kaj urediti, kako prepustiti stvari, ko ideš. Vse to so stiske, ki jih doleti tudi v starosti stare ljudi in iščejo informacije. Kje se najpogosteje vključuje v svetovalnico Nitka? Najpogosteje so ženske, a ne? Ženske z različnimi temi težavami, ki so, pokličejo predvsem tudi otroci teh starejših, ker dobijo starša, naprimer, odpuščenega iz bolnice, namestitve v dom ne morejo dobiti, sami so zaposleni in ne vejo, kako za svojega očeta, mamo poskrbeti. In mi smo tiste, ki rečemo, lahko se obrnete na tega, na tega, na tega. Možnosti so te. Probamo tudi kontaktirati z domovi, pa reči, a lahko koga prioritetno. Rihtali smo tudi to namestitev, začasno namestitev v dom Kranj, naprimer za 2 meseca, za nekoga, ki rečemo. V svetovalnici Nitka dela tudi upokojena socialna delavka in kdo se najpogosteje vključuje v svetovalnico Nitka? V svetovalnico Nitka najpogosteje pokličejo ali pa pridejo osebno otroci starejših, ki so odpuščeni iz bolnišnice in potrebujejo neko nego, oskrbo na domu. Mi jim damo te osnovne informacije, kje naj to uredijo. V
občini Radovljica pokriva te potrebe dom upokojencev, dr. Janka Benedika, vendar so potrebe po storitvah, po negi na domu, po namestitvah večje, kot jih lahko zagotavljajo. No. Tako da mi potem stopimo v stik z drugimi organizacijami, nevladnimi, ki nudijo pomoč, pa tudi z privatniki, ki nudijo pomoč za to, da damo ustrezne informacije, kako lahko uredijo pomoč za te svoje starše. Damo jim seveda tudi informacije, kako v domovih urejajo zadeve, kako naj oddajo vloge, tudi tukaj lahko oddajo vlogo ali pa se obrnejo na sam dom. Potem se obračajo na nas dostikrat ljudje, ki so zelo osamljeni. Tudi moški, tudi ženske. Potem se obračajo ljudje, ki želijo urejati kakšne premoženjske zadeve. Recimo, danes je bil primer, ko je nekdo imel sklenjeno pogodbo o preužitku, pa tisti, ki je to dolžan, tega ne zagotavlja. Usmerimo človeka, ki lahko uredi te zadeve. Potem se obračajo na nas tudi ljudje, sosedje recimo, ko so zvedeli, da deluje nitka, jih je zanimalo, kaj naj naredijo, ker je starejši sosed se zapira doma, nikamor ne gre, se ne prehranjuje, kaj naj naredi. Da vi se ukvarjate z različnimi stiskami, ki jih spoznavate v tej svetovalnici Nitka. Tako, in se potem povezujemo z ostalimi inštitucijami, da lahko človek dobi ustrezno pomoč. Tudi z vladnimi, se pravi, s Centrom za socialno delo, s patronažo, z zdravstvenimi domovi, prostovoljkami, te precej vključujemo. Tudi ljudje, ki so osamljeni, jim predstavimo, kaj vse se dogaja v Radovljici, kaj vse se dogaja na Ljudski univerzi, kateri tečaji, kaj vse organiziramo za njih in marsikdo se potem kam vključi in začne potem na novo živeti. No in kdaj vsi zainteresirani lahko pridejo v medgeneracijski center v vašo svetovalnico Nitka? Lahko pridejo vsako sredo, od 10 do 12 smo prisotni na Ljudski univerzi, lahko tudi pokličajo na telefonsko številko 040 159 755, lahko tudi pišejo na elektronski naslov svetovalnica.nitka@gmail.com. Lahko pa seveda pridejo osebno. Če kdo ne more ali pa lahko tudi samo pokliče, tudi kakšen sosed, tudi na dom pridemo in se s človekom pogovorimo. Včasih je to lažji prvi korak, da se v nekem domačem okolju potem srečamo, pa dogovorimo, katera pomoč bi bila za človeka najbolj ustrezna. Kratka, vsi tisti, ki imajo stiske, so vabljeni na Ljudsko univerzo v Radovljici, na Kranjsko 4, v medgeneracijski center, v svetovalnico Nitka. Ja, dobrodošli. Ja. Hvala lepa za pogovor in uspešno tudi naprej.